Lep pozdrav iz Trbovelj, mesta akrobatov, kjer mladi pilijo svoje podjetniške ideje za preboj v svet. Eden od takih je prav gotovo naš današnji gost, ki je s svojim podjetjem Roto prisoten v kar 77 državah po svetu. Vse to mu je uspelo iz Prekmurja, začel je že v nekdanji Jugoslaviji, se obdržal v težkih časih po osamosvojitvi. Podjetje Roto proizvaja več kot 4000 izdelkov, ima 600 sodelavcev, svoje izdelke prodaja v 77 državah po svetu. Vsak teden razvijajo 3 nove izdelke. Njegov moto pa je, da mora biti vsaj polovica izdelkov, ki jih prodajajo, narejenih pri njih. Gospod Pavlinek, lep pozdrav in hvala, da ste si vzel čas. Hvala, lep pozdrav vsem. Lep pozdrav s Prekmurja. Povejte mi, še letite s svojim poslovnim letalom? Ja, to je tako, seveda letim s helikopterom, da začeli smo s helikopterom, oziroma začeli smo z balonarjem, ker moja prva izkušnja je bila v zraku balon. Z Aviation sva bila prva letalca pilota balona v Sloveniji in potem smo šli kar naprej in smo tudi v Pomurju, Prekmurju, ki je idealno za balonarje, vse ravno, ni problem priti po balon in seveda tudi leteti. Smo nekako tudi v Pomurju to zgodbo nadaljevali. 1974 sem bil organizator Evropskega prvenstva v balonarstvu, to je 105 balonov tekmovanj smo imeli v gosteh. In seveda potem pa so s piloti, ki sem se poznal, so rekli: Štefan, zakaj ne svetovnega ne organiziraš, ker pri tebi tako bilo fajn. Zdaj so se lepo imeli, pa tudi lepo najedli, pa smo jih lepo tudi cenili. In smo 2020 organizirali svetovno prvenstvo v balonarstvu, tudi zelo uspešno. In to nekako držimo tudi, da vsako leto imamo državno prvenstvo. To bo 25. junija, tako da če hočete z balonom poleteti, se 24. 25. junija lahko z Fiesta baloni tudi leti. In seveda to državno prvenstvo pa pomeni, da smo slovenski balonarji tudi med sabo najprej stekmujemo in potem gremo seveda na svetovno prvenstvo pa evropsko. In seveda pomeni tudi druženje in ena zgodba o prijateljstvo z balonarjem. Ampak kdaj ste se odločili, da greste, da rabite za svoj posel, tako kot ste rekli, helikopter in poslovno letalo? Ja, Ker ne leti veliko slovenskih poslovnežev, še posebej ne, da so sami piloti. Ja, nekako enkrat začutiš zrak, pač greš do pilota in ko začutiš pilotiranje, svobodo v zraku, je to tudi ena stvar, ki jo ne moreš nekako pozabiti. Res, da je iz Murske Sobote do Ljubljane bilo včasih 5 ur, potem 4 ure in mi smo delali ogromno za podjetja v Ljubljani, pa tudi v Sloveniji, so še tudi v času Jugoslavije in seveda, da bi prišel prej do Ljubljane, sem šel delati izpit za pilota, helikopter in nabavil helikopter in to je po 3/4 ure in si v Ljubljani, seveda. Poleg tega je pač še zgodba to, da čim si jaz začel leteti s helikoptera, s hčerko in sin isto opravljal zdravniški pregled in smo 3 leteli. Ampak smo zadnje povedati, da sem jaz zadnji izpit naredil. Kako je to? Ker otroci so imeli joystick in te rutine, ne. Jaz sem pa logično razmišljal naprej, nazaj, ker ko lebdiš, je najhujše lebdenje. In seveda so me deca prehiteli, ampak nič hudega, ko je pa treba leteti v Ljubljano. Pa ti odi z nami, ker mogoče sem izgubil. In je pa res tudi to, da je letenje helikopterja tudi nekako enako vodenju podjetja. Vi pravite, da bi moral imeti vsak podjetnik Pilotski izpit, ja, ker odgovarja za sebe, kot v podjetju in tudi za svojo družino in vse tiste, ki ima zaposlene. Kar se tiče tega, en ameriški general v vojski, v pilotski vojski, je napisal tudi knjigo, da vsak podjetnik bi mogel leteti z helikopterjem, ker pri helikopterju moraš videti, če hoče biti v Ljubljano med tista 2 hriba, moram skozi leteti, da bom do tja priletel, moram gledati, da so mi vsi inštrumenti v zeleno.
In če mi slučajno odpove motor, mora gledati travnik, ki bom pristal. Isto je podjetje. Boš imeti cilj, pot do cilja in seveda, če se kaj slučajno na makroekonomskem področju tudi zgodi, moraš vedeti, kje boš varno pristal, da bo svoje podjetje tudi nekako vse tisto osnovno jedro pelilo naprej. Ampak potem ste šli še na poslovno letalo. Ne? Se pravi, ste razvili potem svoje delovanje že izven Slovenije, izven Ljubljane in ugotovili, da rabite to privatno letalo, poslovno. Zakaj? Da ste bili hitrejši, ste pri tem preveč ste privarčevali čas, ste bili bolj fleksibilni. Kaj je bilo tisto, kar je, da ste rekli, rabimo še poslovno letalo? Ko smo biznis razvijali, seveda začeli delati z zahodnim tržiščem, Nemčijo, Nizozemsko, tudi Anglijo, Francijo zelo dobro delamo. Švico, tudi z Španijo in seveda tudi z balskimi državami je to bilo tisto, vedno ob 2 staneš, greš na Dunaj na letališče, prideš večer ob 11 na Dunaj, potem do 3 spet prideš domov. In to se nam tudi enkrat zgodilo, da je naš šofer zaspal, bo sem srečno, smo pa rekli, da pa dosti tega. Gremo avion, smo najprej kupili enega turbopropela, turbino, Piper Median, lepi avionček, vendar leti do 8000 metrov, samo višine, ker turbopropel več ne more više. Ne? In smo ogromno leteli, smo 6 let za njim okrog. Ne? In ko se je ta izplačal, je bil lizik izplačan, smo v tistem momentu imeli kupca tudi in imeli tudi ponudbo drugega aviona. In smo vzeli turbino, to je Mustang, to je mali poslovni avion, 4 ljudje od zadaj, pa pilot in kopilot. In seveda to pa letimo na 11 000 metrov in z hitrostjo 800-900 na uro. Prvič je to zato, ker ogromno, vse se da napraviti tudi z videokonferenco, tudi z telefonom, ampak osebni stik pa pri kupcih mora ostati. Ti moraš tudi recimo med poslovnim kosilom zvedeti od njega, ker on ve dosti tudi tvoje konkurence. In držimo stike s tem, da obiskujemo podjetja, ki jih delamo. Mi to dosti razvijamo in pri razvoju je tak, so problemi, ki jih moraš rešiti, ampak ne moraš na drugi način, kot da greš tja in tam ali na načrtu ali že na prototipu stvari rešiš. Tako da to je postala ena nuja in seveda to tudi uporabljamo. Poleg tega smo na 36 svetovnih sejmih nastopamo, tudi to je. Smo prišli iz Düsseldorfa, smo bili sicer na Nautiki, zdaj gremo v Amsterdam na sejem delov za jadrnice, jahte. To je pač to, da priješ tja zvečer, mogoče drugi dan si tam, večer iz Düsseldorfa sedeš v avion in si za uro pa pol v Mariboru. Dajte mi povedati samo še to za konec, pa zaključiva s tem letalstvom. Do kje ste najdlje leteli, recimo, z tem vašim letalom? Do kje ste najdlje pilotirali? Turčijo? Istanbul, pa še malo naprej, potem na Litva, Latvija, Anglija. To je tak rok, ki ga v roku 3 ur lahko zvoziš. Goriva je za 4 ure. Sta tudi hčerka Nuša in sin pilota, sta naredila ta korak tudi naprej iz helikopterja? Takšen avion je pač treba imeti kilometre, toliko ur v zraku, pa tudi izpite, to traja. Ne? Ampak dobro, sta na tej poti. Ampak mi imamo enega pilota, imamo profesionalno zaposlenega, enega sposodimo, ker poslovna aviacija rabi 2 profesionalna pilota z licenco. Se pravi, takrat, ko vi ne uporabljate to vaše letalo, ga dajete v najem? Tudi je firma v Avstriji, ki ga vzame v najem, potem pelje, ker mi naletimo 120 ur na leto, čista rentabilnost je pa pri 200, ker se potem tudi amortizacija razvija in seveda vsi stroški tega, tudi šolanje pilota in to se razvija, tako da približno 80 do 100 ur pa damo v najem drugim. Vi imate 4000 produktov, ne? Polovica je, glede na vaš moto, vaših. Kateri so recimo tisti, ki so najbolj pomembni? Težko je povedati od teh 4000, en del je. Ali pa recimo po delih, po segmentih, če greva kako? En del je tisto, ko delamo za znanega naročnika, za Ferretti, Pershing, Azimuth, za Krone, za Ratrege,
za traktore, za te stvari. To je za znanega kupca, tu seveda komuniciramo pri njihovem razvoju in potem delamo orodje in potem delamo za njih. Ne? Ampak to je krvavi posel. To je težko, ker si vedno odvisen od njegove dobre volje, od dobre cene. Imeli smo vedno plano polovico naših izdelkov, ki samostojno nastopamo na trgu. Zdaj čistilne naprave, lovilci maščobe, jaški, šahti, potem pa tudi imamo še vedno cvetišča korita, delamo za celi svet. To so partikli, s katerim ti definiraš ceno, pa se najdeš na trgu v sebi konkurenci in seveda lahko greš gor. In to zadnje čase pa smo tudi v enem drugem segmentu videli, da treba čim več svojih izdelkov. Jaz smo začeli razvijati čolne. Danes imamo 4 tipe gliserjev, od 4,5, 5,5 do katamarana in zdaj delamo enega malo manjšega, 3,5. In sami nastopamo na globalnem trgu, poleg tega z tem delom imamo tudi na Norveškem kooperante in dilere pa v bistvu res po celem svetu. To je čoln, ki si ga lahko, recimo za en čisti goli čoln je 5,000 evrov, kaj si ga kupil, ali si samo gradnji dodelal. In gotov čoln je z enim dobrim motorjem, takšen je 12,000 evrov. To pa je tisto, da si lahko za užitek tudi to privoščiš in je širši krog te. Si ga vsak lahko privošči v resnici. In ta smer bomo tudi razvijali naprej. Mi smo morali vedeti, da smo mi kajake in kanuje že delamo 30-40 let. Kako je prišlo do tega? Mi smo kupili na Hrvaškem firmo, ker smo mi firme kupovali, ki so delali za enega Nemca kajake in smo mislili, da to nima smisla s tem delati in smo začeli svoje razvijati. Smo v glavnem pokupili vse konkurenčne firme, glavne vse po Evropi, tako da smo največji in da nam našvrljajo po trgu. Da ste vi glavni, da določate cene. Ja, ampak če kupiš ti firmo, je ne samo, da jo kupiš, s tem kupiš tržišče. In tu kupiš tudi recimo modele, ki so tam, vsaka regija, vsaka država ima malo svoje okuse, svoje zahteve. Ne? In tako smo zdaj v tem obdobju po epidemiji smo se vsi shirali in kupiti ga moraš, ko je shiran. In smo malo stisnili obziti in smo pokupili vse to konkurenco, ki nam je prej smetala. In zdaj pa res delamo za Dubaj, za Hong Kong, za te čolne okrog vozim po celem, te kajake, kanuje po celem svetu. Drži, da imate največji 3D tiskalnik na svetu? Ja, to je pa tista stvar, da če si hoče biti konkurenčen, moraš sam napraviti orodje. Imamo inženirje, 20 inženirjev imamo, ki razvijajo in potem tudi napravimo orodje in potem tudi izdelke, tudi za podjetja, ampak za to treba, tu več ni nobenega piljenja pa ročne izdelave, to je vse digitalno. In s tem digitalizmom tudi v bistvu dobimo podatke direktno na 3D printer in seveda se sprinta kalup za livanje izdelka. To je edina pot, zato so tudi danes avtomobili cenejši, ker so vse tehnike izdelave orodij in to je to cenejše in to, če hoče biti na tem trgu, moraš to imeti. Ker pa pri nas imamo vse velike izdelke, smo pač najprej imeli malega, smo tega prodali, smo res največji 3D printer za pesek. In s tem smo pa res konkurenčni na tem področju. Vedno moraš biti korak pred konkurenco. Če hočeš biti voditelj, čeprav je biti voditelj je zelo draga stvar, sledljivec je biti lažje. Zakaj je draga stvar biti voditelj? Ker moraš več vlagati v razvoj. Vse moraš vlagati v razvoj in potem tudi tržišču kazati pa promovirati. Ne? Tisti, ki od zadaj sledljivec, tisti malo skopira, pa nima teh stroškov, ki jih imamo mi. Ampak dobro, fajn pa je biti. Je? A je poseben občutek, če si lider na tržišču? Najlepši občutek je, če konkurenco kupiš. A res? Pa dajva s tem nadaljevati, ne? Ker nedavno sem prebral, da ste kupili neko italijansko podjetje, mislim, da je možno, da je bil to vaš zadnji nakup, ne? In ko sem to bral, sem si rekel, pa toliko malo slovenskih podjetij, ne? Oziroma podjetnikov kupuje konkurenco v tujini. Zakaj ste kupili to?
italijansko podjetje kaj proizvaja in kakšen je bil potem občutek, ne, ko ste ga prevzeli? Lep. Lep. No, to so tako, jaz vedno rečem, da te nekaj vodi. In seveda, mi smo, ko smo kupili drugo hrvaško firmo, proizvodnjo, smo začeli delati za te Italijane, rezervare. In potem, ko smo to prevzeli, to firmo, smo tudi do njih prišli in začeli prodajati tudi naše stvari, ki jih delamo v Murski Soboti ali pa v drugih tovarnah, ne. In to smo delali lepo, ampak pri teh multinacionalkah je tako, danes to več ne bomo delali, to ne paše nam zraven, to bomo prodali, ne. In seveda so prišli do nas, kjer smo pa mi proizvodnjo imeli na Hrvaškem. Če ne bi mi to firmo kupili, smo se sedli skupaj, nimaš kaj druge. Če ne bi kupili, bi nam padlo skoraj 30% proizvodnje na hrvaški firmi in kupil bi nekdo drugi, ki bi nam pa potem smetal na tržišče, ne. In ni bilo druge šanse, kot da smo šli na kup, sicer smo zelo ugodno kupili, ampak potem tudi ljudi prevzeli, tudi sindikati v Italiji močan. Moram pa povedati, da so italijanske plače dosti manjše od naših v Sloveniji. Res? In delajo zelo dobro. In zdaj iz Italije vozimo Portugalska, Španija, potem tudi Severno Afriko in nekaj tudi v Izrael in ta del, to Italija sploh, potem Albanijo nismo prišli z našo ceno dela in z našimi standardi nikak skupaj, ampak če kupiš nekaj, nižji cenovni razred, se ne sme povedati z lastnike, drugače je to strel v nogo, če bi to začeli promili, ampak smo iste kupce pobrali in potem tudi šli na tržišče, kot sicer smo ime pustili, ampak smo spodaj by roto dali, da se na prvi pogled ne vidi, da je to Iseja by roto. In smo ta segment smo dali počasi v te nižje cenovne države, ker standardi evropski so visoki, ampak v Albaniji ti ne veljajo. Tam ne moreš, tam si samo lahko predragi, če hočeš to forsirati. In potem to ne je bila ena rešitev tudi za ta področja. Pa tudi Južna Italija je bolj takšna. Samo da je, potem pa, da dobi dovoljenje, da se vsere. Dobro, naše naprave tudi, to smo izboljšali, dela vse. Imamo okrog 25,000 čistilnih naprav v Sloveniji zakopane in še vse delajo. To je tako, mora biti kot hladilnik, priklopiš in potem mora delati, ne. Sicer imamo servisno službo tudi, ampak slabo mora biti, da nimaš problema, zdaj, ko zakopaš čistilno napravo zgoraj zelenico, če to moraš razdeti, to je jesa, ne. Povejte mi še, kako na vas gledajo recimo potem v tujini, ko prevzamete neko tuje podjetje, recimo, ne vem, zdaj recimo v Italiji, na Hrvaškem, dejali ste, da so sindikati zelo močni, ker vsi ne vejo, kaj se pričakuje zaposleni od novega lastnika. Kako to speljete? Ko smo kupili avstrijsko firmo in šli do kupca, vse ne rekli, se nam ni važno, artikel važno, ne, Slovenci pa ne bomo delali, ne. Ampak so pozneje prišli spet k nam. Tako da vse poti pridejo, da se v prvem momentu, da tisti ponos pade, potem pa na koncu je izdelek dober, ne, in tudi razvoj, pa je pa dejstvo to, da poleg tega vsega moraš imeti močen razvoj. In močen razvoj pomeni, da ti rešuješ problem tistemu, ki to razvija. In potem nisi več dobavitelj, si partner. Ne morete da hitro menjati, ker ko bo novi artikel začel razvijati, bo seveda spet rabo pomoč in naše znanje, ne. Če pa napravi, če smo pa mi dobavitelji, pa tega ni, ne. Zato mi sledimo temu, da smo vedno tudi odnosi med nami so partnerski. Ni tisto, da bi šli na golo, to cena, target price in potem konec, ne. Morajo vsi gledati, da vsi preživijo, kooperanti, podkooperanti, vse cela veriga, ne. To je bilo dolgo za Slovenijo problem, vedno smo smeli za jugo. In bilik, ampak na koncu, ko smo prišli v Evropsko unijo, se je precej ta stvar spremenila. In ko so prišli še potem v Slovenijo, se menijo, to vedno reče, najprej gledajo, če si cenovno sploh tu nekje, potem pa pridejo tvojo firmo gledati,
prvič, če je slučajno pride do spora, da imajo kaj vzeti, ne. Drugič pa, da vidijo, kako to funkcionira in seveda mi Slovenci imamo radi lepe stvari, lepe firme in prvi vtis se ne da nikdar popraviti. Zato tudi gledamo, da damo en občutek lepe proizvodnje, tudi lepih izdelkov in seveda gostimo jih tudi z našo kulinariko in to je tudi en mamac. Je, ta kulinarika je pomembna, ne? Seveda. Je? Se vračajo tudi privat, kakšne bone dam, privat pridejo. Ste zato zašli tudi v gostinstvo? Ne, padli smo noter. Padli? Kako? Na trdo? Ne, tu je bila ena gostilna, kjer smo mi z hčerkama si na šolo hodili skupaj. Vse stvari smo imeli tam, to je pa podjetništvo tako. Če ženski več troši, kot moški zasluži, pride do stečaja. In seveda tam, to je bil sem na Vasinca, Štefan Kupi, to nismo, imamo kapelico, imamo gasilski dom, gostilne nimamo. In seveda tako dolgo, tako da na koncu je žena podpisala, da smo kupili gostilno. Ampak nič ne škode, smo napravili lepi hotel za 33 sobami, kulinariko, team buildinge, dela, menadžerke, dobro prekmurske kuverce, osebje je prijazno, tako da Se pravi, je ta cel setting v bistvu zelo pomemben tudi, ko delate posel, ko pridejo poslovni partnerji, ne? Ja, ker jih nenazadnje lahko peljete v svoj hotel, svojo gostilno. No, to je prezentančni prostor, ampak seveda tudi to je važno, da je lepo. Morda ten celoten videz, da smo Slovenci mogoče boljši od onih tam. Ali uporabljate v proizvodnji umetno inteligenco že? Ja, pri planiranju. Da planiramo, ampak na koncu je vedno treba malo še pregledati. Ne. Če so vsi podatki dani noter v to, če so vsi podatki pravilni, ne. Ampak gre brez umetne inteligence ne bo šlo in čim več to noter vnašamo noter tudi drugi sistemi so, ko zasmenja kvaliteta in tega ogromno dajemo na ta računalniško podporo. To je svoje ekipo računalniško, imamo mlade ljudi in seveda tudi izobražujemo, štipendiramo, damo šanso mlade, ko konča fakulteto ali pa doktorat, zakaj ne bi bil doma? Zakaj mora iti ta znanje in ta denar, ko je stal, ne? Zakaj mora to nesti drugam? Napaka je, ker govorimo, da doma ni delovno mesto, koliko je, mi bi vzeli še več. Ampak ta občutek pri mladih, jaz se nimam kaj doma iskati. Vse drugje pride do 3., 4., 5. stopnica naprej, pa je zaviran z nekoga drugega. Tako da tu ga pa vlečem, pa sploh, če smo lastniki, kakšni drugi firmi, kjer ni znan lastnik, tam se en drugega bojijo, pa ne pustijo mlade naprej. Mi pa samo, da dobiš čim bolj sposobne ljudi in vlečeš, tu nagrajujemo tudi bonitete in vse dajemo. Čim več enonacionalna kolektiv, enonacionalna družba v podjetju, ker to pa je precej važno. Ne? Če greš, recimo, pri nas je dosti šlo v Avstrijo, ampak hvala Bogu, prihajajo nazaj. In še tako radi povejo, da koliko ur so zavozili, koliko so plačali, avto uničili, prevoz na delo tam ni plačan. Ne? In potem tudi, da trebalo koliko ur delati, ki niso bile plačane. Tako da ljudje imajo zadosti teh pri nas pa vse plača in seveda tudi odnos je malo drugačen, kot pa je. Da vedno rečem, mi imamo za božič vedno otroke, zaposlene. Jaz upam vsakemu pogledati v oči, oče dobi pošteno plačo, mama dobi pošteno plačo. Seveda v tem raku si pa zasluži. Se pravi, vi ste na nek način tudi pionirji na področju robotizacije. Ja, ste bili. Koliko uporabljate te robote, robotizacijo? Kako? Dosti. Izdelki, ki so velike serije in so relativno enostavni, se delamo vse z robote. In to robotizacijo smo šli, seveda ne more to nadomestiti en 20.000 litrski rezervoar z robotom, ampak delamo z roboti, delamo rezervoarje za KTM, za motore, za Honda delamo,
potem razne sejalne stroje kmetijske, to gre na robota, to so tudi večje serije in to tudi lahko pocenejše, da energije je tudi manj, sicer električna, drugače mi delamo s plinom. In so stvari, da brez robota ne bo šlo. In en človek lahko 4 robote servisira. Odkje, če se že malce vrnemo k mladim, glede na to, da smo v Katapultu, ste vi tisti, ki ste začeli s to strategijo, da je čim več mladih, da privabite v svoje podjetje, da jih zaposlujete, ali so to že hčerka in sin tudi v bistvu rekla, to je prava pot razvoja? Mi so vedno mlade jemali, nepokvarjene. Najrešil sem imel gimnazijce, ki so zglajzali študij, ker so bili inteligentni. Kamkoli si ga vrgal, kakšno vodo, slabo, grdo, vedno je zaplavil. Vedel je, da nima nekakšnega poklica, mogoče še kakšno ženo strogo dobil. In to so najboljši delavci, ki še danes pri nas. Vedno smo imeli mlade ljudi. Ker če nekdo bi iz enega podjetja, en del kulture tistega podjetja sabo prinese, kaj je nekaj dobrega, nekaj tudi slabega. Tako prve zaposlitve, to je naš moto, prve zaposlitve, vzameš prazen računalnik in ga nalagaš. In tudi danes delamo, imamo zelo povprečje, mislim, da imamo 38 let v firmi, kar pa pomeni, da vse, kaj je na trgu, tisto, kaj hoče delati, pri nas dobi delo. Zapomnil sem se en vaš stavek v enem od pogovorov, ko ste dejali, da v resnici bi moral imeti vsak študent ekonomije že v času študija svoj SP. No, to je pa veliki problem Slovencev, ko nismo kot rabci nagnjeni k trgovanju, in napravijo šole, tudi magisterije, in potem se komaj uči poslovati, delati. Če v Ameriki vsak mora imeti svoj SP, večinoma, in vse seminarske naloge mora prikazati, kako bi na tržišču to šlo naprej. Tako danes te fante, ko so čelado naredili, sem vprašal, imate že kupca za ta patent? Ja, ne še. Moraš vedno razmišljati, kako boš to prodajal. In to so nas naučili v svetu, da ko nekaj delaš, moraš se zmisliti, kako boš to v Afriko pripeljal, koliko bo transport stal in kako boš to v Afriki lahko tudi prodal. Ne samo doma, ne svoj vrtu kapate. Svetovno tržišče je lačno inovativnih stvari, ko smo to gledali, te stvari so čudežne. Samo to spraviti v globalo. Ampak Slovenci smo pa dobri, mi se ne moremo pentljati z velikimi serijami. Lahko pa svojo domačo pamet, inovativnost, spretnost, fleksibilnost prodamo in to je tista vizija. Delati stvari, ki so inovativne in takoj globalizirati. Tu ne pa malo. Pa recimo, kako ste potem vi globalizirali, ne vem, da ste na vašo prodajo, proizvodno in tako naprej, da ste prisotni v 77 državah? Če pošteno povem, z kupovanjem firm. Mi smo kupili v Luksemburgu, v Avstriji, svoje konkurence smo po jugu kupili, 2 na Hrvaškem, 1 v Srbiji. Makedonijo so napravili lepo novo tovarno, najlepšo v Makedoniji. Potem smo pa tudi glavne gledali, da smo dobili kupce. Ker kupca dobiti je težko. Moraš biti poceni leto, 2 se tam izkazovati to. Če pa kupiš tovarno, je pa res to, da mora se videti, kako bo rentabilno. Ampak kupiš tržišče in tako smo mi začeli globalizirati. Ko smo kupovali tovarne, smo začeli gledati po trgu. In seveda od tistega pa potem trg širili naprej. Tako da pravim, danes smo v Afriko dosti delamo čistilni naprav. Ker to, kaj so donacije in te stvari, to mora biti napravljeno po pravilu službe. In seveda tu so tudi čistilne naprave rezervali za vojsko delamo in delamo. Je to bil razlog, da ste šli v Afriko, v Keniji imate svoje podjetje, čeprav razumem? Slučajno. Mi smo v Düsseldorfu na največji sejem plovil. To je januara, smo bili tam in seveda sta prišla 2 Indijca. Mi ste rekli, tako imamo 2 hčerke, jaz imam tovarno kablov, veliko tovarno kablov. Ampak hčerke
če boste obe tam, ne bo dobro. Jaz z eno hčerko imam eno drugo stvar in sta rekla, glej, na Viktorijem jezeru, tam so prepovedali sekanje dreves, ker so oni drevesa zdubili in potem tudi čolne imeli, ne. In zdaj alternativa je, da delamo čolne, plastične, za Viktorijino jezero in tudi za vse drugo. In smo rekli, dobro, gremo. Smo šli joint venture, stroj smo s Kitajske, ker kitajski stroj je ravno tako dober in je 3-krat cenejši od kakšnega evropskega. Orodje smo mi napravili, dizajn je bil naš, to znanje imamo, ne. In ko smo vse skupaj zložili, mislim 14 dni nazaj, je bilo testiranje prvega čolna, to tisti dolgi čolni, ko ima tako sovino nazaj, ker tam krmne motore ne poznajo še. In seveda ribiči, zelo je stabilen, tako da mrežo lahko vreče, da se ne obrne, tukaj leseni okrogel ni. In seveda tudi plovne lastnosti ima zelo dobre, tako da vrata imam odprta. In zdaj komerciala, ki je tudi tam, s pomočjo nas, bomo začeli polno proizvodnjo tega, ker kupcev pa zdaj da je. Moraš imeti izdelek, potem pa izdelek mora biti primeren tržišču. Kaj pa veliko govorite o tem delovanju v tujini, ne? Pravite, da ste se širili na ta način, da ste kupovali konkurenco, jo potem v bistvu še malce posodobili in tako naprej, pripeljali svoje izdelke in osvojili trg. Kako pa obvladujete recimo ta podjetja, ki jih imate v tujini, ne? Recimo, da management vas, ne vem, ne vodi za nos in tako naprej. Kako to obvladujete, ta podjetja? No, finance imamo vse na našem serverju Slovenije. To je obvezno. Kdo jih vodi? Moja žena. Žena. Potem so zagotovo na varnem. Ja, to moraš, ker imam pa enega človeka, ki non-stop gleda, kaj delajo. Ker to so le druge kulture, ne. In moram paziti, da kam ne odhaja. Ampak tudi v Hrvaškem imamo svojega človeka na 2 mestih, potem tudi v Srbiji je naš človek. Dočim v Makedoniji imamo solastnika, 20% smo mu dali, ko smo začeli zidati novo tovarno. Je pa študiral v Bolgariji na ameriški fakulteti. Tako da ni Makedonec po logiki. Je Američan. Zelo uspešen, zelo iz Makedonije izvažen Bolgarija, Turčija, Izrael, zdaj sicer je na fronti naš. Izrael, Libanon, potem Kosovo, Albanija, Črna Gora. Z tega področja delamo tam tudi središča korita. Jo vozimo v Slovenijo, skompletiramo z drugimi in potem gre po celem svetu. Tako da sortimani so tudi ločeni. Zakaj ste se vi recimo odločili, ne vem katerega leta, da boste gradili tovarno ravno v Makedoniji? Svet, ta ključa. Pri eni večeri smo bili skupaj pri eni drugi firmi, ki delamo v Srbiji, skupaj z Makedoncem in ta Makedonec se reče, pridem sem, jaz bi pa delal za tebe, sicer sem piva prodajal pa neke dele, ampak jaz bi delal za tebe v Makedoniji, ker znam, da to znam prodati. In smo probali, seveda 3-4 leta smo mu dali artikle. V Sloveniji pa je bilo takrat tisti fond za razvoj podjetništva, to je bilo 20 let nazaj. In smo mi dobili denar za nove stroje in smo v Sloveniji kupili nove stroje. Slovenske stroje smo dali na Hrvaško, Hrvaške pa v Makedonijo. Namesto na odpad, Makedonija. In še danes dela Kadi na teh strojih najbolj rentabilno. In tisti prvi stroji, ko smo jih mi sami delali, ker ni bilo možno v socializmu kupiti stroje, smo jih sami še danes delajo, tam se tično vidite na teh strojih, ker so zelo hitri, zelo rentabilne. Ne? In tako se je začelo. Potem so pa kupovala tam iz tečaja eno tovarno, 4 leta, brez politike ne gre. Ni bilo šanse, pa smo začeli greenfield na zemlji delati. In potem smo pa tudi tam kupila ene konkurence, ene Turki se pojavili. In so videli, da to ne bo dobro. So videli, da konkurenca je, so bili rezervaji slabi, so se rušili. So rekli, idi ti k njemu, če bo to on prodal. Ne? Gremo k njemu, pa ga je nagnal. En čas idi spet zdaj, ja pa ne bo to poceni.
Dobro, nismo vprašali koliko, ne. Prije tretjič, pa je bilo tam skoraj 200 000 evrov, kaj pa se splača, da konkurenco vrže. In seveda so ga kupila so tudi veliki turški stroj, ki je zelo dober, ki jo je on pripeljal iz Turčije. Kupila so tudi 40 orodij turških, zelo dober, in so to zmontirali v eno novo halo v Makedoniji. Danes številka 1 prodaja nenormalno. Kaj vse proizvajate v Makedoniji? Makedonija Cvetlična korita? cvetlična korita in rezervoarje za vodo. Za vodo. Ker Makedonija manjka tudi vode. In zdaj v zadnji čase pa tudi delamo za čiščenje odpadnih vod, čistilne naprave. Delamo jaške, delali smo do Kočani, to Skopje Kočani smo delali, to je vse naši jaški in lovilci maščobe. Zdaj delam do Ohrida na tej trasi, da smo tudi dobro vsidrali noter v tej branži, sicer delamo s Kitajci. S Kitajci smo začeli delati v Srbiji, na kitajskem mostu, težko je priti zraven. Ali kot je Kitaj, Kako ste vi prišli zraven? tako da smo trkali na vrata vsak dan. Vsak dan. Ja. In potem so rekli, ajde, cenovno, potem pa prvo na kineski most, ki je prek Donave. In potem je vse štimalo in so rekli, jaz vam podelam. Tako da, če zaupanje dobiš, potem tudi greš naprej. Zdaj delamo na avtocesti do Črne Gore, do Podgorice, Beograd Podgorica. Delali smo Niš Sofija, potem smo delali do Subotice. In to, ko dobiš zaupanje, ne sme pa biti niti časovno, niti kvalitetno, ker nadzor pa je Evropska unija, ki da denar. Katero tržišče za vas imate najbolj pomembno tržišče ali enako obravnavate vse? Ni v glavnem. Ker imam toliko izdelkov, toliko tržišč, tako da to težko oceniš. Tržišče, vsako je važno, samo je pa, imam zelo razpršeno, kaj pa je slabo, pa dobro. To obvladovati je težko, razpršene branže. Ampak, ko je bila križa v gradbeništvu, smo šli, s tem smo delali za kmetijske stroje, začeli, je pa kmetijstvo raslo, pa še danes kmetijstvo, hrana, to raste. Tako da, če je razpršeno, tudi ko je bila korona, je luksus, kemperi, vonmobili, jahte, to je vse stalo. In smo počakali, zdaj pa gre počasi naprej. Razpršenost je dobra stvar, je težko vladovati, ali pa dobro nisi odvisen. Če ne gre eno, gre pa drugo. Koliko je recimo vaš letni promet? 120 milijonov. Ampak to je proizvodnja, to ni trgovina. Ja, seveda. Iz tega malega zrna plastike moraš 50 000 litrski rezervoar napraviti. Kako pa imate zdaj organizirano vodenje podjetja? Kakšno vlogo imate pri tem vaša hčerka Nuša pa sin Matjaž? Nuša je globalni menedžer. Ona ima eno bolezen, da je povsod lepo doma, pa nima obstanka. Zdaj je v Italiji, drugi teži planira za Kenijo. Tako da ona ima prodajo in prodaja tudi čistilne prav, to je njena specializiranost. Čistilne naprave? Čistilne naprave pa te stvari. In drugače, sin je pa strojnik, sicer ima magisterij za Ginga, ampak je pa ustvarjalec. In on ima razvoj čez proizvodnjo teh najbolj zahtevnih industrijskih delov. Tudi kaj se tiče razvoja po firmah, tako da smo to podeljeni. Jaz imam banke, zavarovalnice, potem tudi pregled prek podjetij, da finančni del, uspešnost, te stvari skupaj s timom. In žena pa ima finance. In vse štima. Recimo. A je bilo kaj slabe volje oziroma kaj prepira, ko ste recimo, ne vem, kaj bo delala Nuša, kaj bo delal Matjaž, ne vem, kako hitro ste jih spustili recimo v podjetje? Že smo jih navili čaro vozili, ko so bili še mali. Otroci morajo spoznati, da je podjetništvo lepo. In Nuša je bila 12 let stara, je Radonski sejem sama organizirala, prospekte naredila, kalkulacije se je naredila
in vodila celo prodajo na sejmu. Samo koleg, 12 smo rekli, kaj to, koleg, zakaj jo mučiš? Hoče. In danes je globalni menedžer, ne? In je sposobna voditi, handlati, prihodek prenašati. Ne? Deca morajo vzljubiti to, ne pa da pazi, da se ne boš omazal. Sin pa je z mano ustvarjal, razvijala sve skupaj. In to je to. Imam družinsko ustavo, kjer piše, da zet je snaha, ne smeta biti, se motati po firmi. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker žena ima mogoče eno drugo vizijo in potem sina napihne, pa ne ve, naj ene druge nas posluša ali pa njo. Ne? In to je samo spor, to boljše, da ni zraven. Da s tujimi ljudmi se lepše dela, ne? Dobro plačaš pa gre. In to je vsakemu svetujem, da naj si uš za vrat ne pusti. Ker ogromno stvari je se nehalo, tudi spori med starši in otroci, ki pa seveda, če so prišli to nekaj drugega. Mi imamo družinske kolegije in se tam zmenimo brez vsega. In to, kar se zmenimo, zapišemo in to drži. Ne? To nima nihče prava glasanja naprej. Ampak vi ste bili leta 2016 izbrani med 10 najboljših družinskih podjetij v Evropi. Mislim, kakšna je zdaj Na svetu. na svetu? Ja, mi smo takrat družinsko ustavo delali in smo potem dobili vabilo, da smo zbrani med svetovnimi podjetji, družinsko podjetje, to skupino in da je Monte Carlo podelitev. Seveda vsi gremo v Monte Carlo podelitev, ampak ko je bilo to v najelitnejšem jaht klubu, skoraj, jaz pa gledam dol, pa so spodaj bilo 20 naših čovnov za rentati. Sem pa rekel, če so tu dobri naši čovni, potem se pa zaslužimo. In seveda to nam je bilo veliki ponosno tudi, ne? In seveda še da sem ponosen na to, da ko vse tu so svetovna družinska podjetja, ki so stara 200-300 let in jo vodijo nasledniki. Ne? V družinski ustavi se lahko napiše, da lahko tudi izstopi iz firme, ampak tisti nujni delež dobijo, pa ne pripada, ker bogatstvo se ne sme drobiti, ker potem ogroža firmo lahko. Ne? Doma govorite o poslu? Ne. Ne? Od nekdaj ali? Od nekdaj. Kako je prišlo do tega? To vse zmenili. To je ščerka Nuša rekla sam, da mi kdo ne pove od firme, pri kosilu ali kje. In zdaj, ko domov pridemo, vrata zapremo, družinske stvari, nobene. Imam priložnost, da skupaj se zmeniti, navadno kakšno soboto. Imam pa petek pa imamo kolegi z direktor te firme, tem je na Balkanu in tu. To pa je zato, ker delajo za nas, pa tudi Balkan ne zdrži brez komande. In to mora, ne. Kaj, se preveč sprostijo? Sprosti, ja. Ja, tudi naš človek, če je tam, mora priti na pranje glave. A mora. Da ne zaide na kriva pota. Ja, se ne preveč sprosti preveč. Ja. Povejte mi, če greva zdaj mogoče malo na vaš začetek. Ne? Vi ste v bistvu orali, ne? Ledino obrtništva, podjetništva v resnici v Sloveniji. Ne? Začeli ste že v Jugoslaviji, ste tako rekoč pravi garažist. Vem, da je vaš oče že bil tudi se ukvarjal nekaj z obrtništvom, ampak kako je prišlo do tega, da ste vi tudi rekli, ne to zanima. In kaj je bilo zdaj ta vaš prvi posel? Pa katerega leta? No, po študiju in po vojski. Oče je imel delavnico, obrtniško delavnico, delo je kmetijske stroje, razne in servisiral mline. In seveda potem je mama poklicala eno nedeljo, 2 sina sva, z bratom, in je rekla, glej, tebe smo študirali, ti si naš stav, ti boš dobil tam eno garažo in eno pisarno, on mlajši, on pa bo naj 2 hrano in bo on podedoval to delavnico. Malo je bilo težko, ampak dobro. Potem se začel res garaža, enega spačka, delali smo vse, kaj je bilo, ki
delati v socialistični čas, to je bilo težko, ker kot obrtnik si bil drugorazredni človek, nisi dovolj dela. Če sem dovolj dela, smo z Avstrijo švercali material, ker ga ni bilo. Ne? In seveda imel si lahko najprej 4 delavce, potem 6, potem sva ženo vsak svoj obrt vzela, da so imeli. Ne? In potem smo začeli rotomobil. Katerega leta je bilo to, recimo? 74. sem začel, ne. Do 80. sem šel na prvi sejem Milano, seveda, kako se faj rezervoar vrti. Mi smo pa delali za Pannonijo tiste rezervoare za škropilnice na samokolnice. Ne. Če smo 3 napravili na dan, je bilo dosti. Ne. Prodaja bi pa šla čudo. Potem začeli sami prvo orodje, prve stroje smo sami delali, ker ti kot obrtnik nisi smel voziti stroja, ki je bil dražji od nekaj. Ne. In smo napravili stroje same in potem razvijali orodje in to delali smo kadi za vinogradništvo, to je bil tudi boom. No, potem smo začeli tudi druge stvari delati in seveda s tem, da je dobra stvar je to, da je razvoj plastike, materijala šel do daleč, tako danes nadomeščamo z železo, z plastičnim materialom na vsem področju. To je ena stvar, branža bila takšna, da je nudila polno nadomestil tega, ne. Ker je rezervoar za motor, če delaš lučevine, to mreš poleg, ne. Nekaj pa v 15 minutah ga robot vrže ven, ne. Tako da to so stvari. No, potem začeli govoriti firme, razvijati, ne. Seveda, ko sta pa doštudirala sin in hčerka, magistrirala, smo pa začeli potem še tržišče širiti, tudi bolj zahtevne izdelke nuditi, tudi reševati probleme takšne, kot drugi niso znali, ker Slovenci smo inovativni. Ti nas na ene vrata vržejo na okno, pridemo noter. In smo to borbo vzeli za svoje in seveda tako je prišlo do tega, do multinacionalke. Ampak kako pa je bilo takrat na začetku, ne, ste v glavnem delali, čeprav vem, za trg nekdanje Jugoslavije, a ne? Kako bi bilo potem, ko je Jugoslavija razpadla, ko se je Slovenija osamosvojila, ne, in tistega trga Ja, mi smo ni bilo več. Čas mi že dosti delali po celem Balkanu, zelo dosti delali smo. Veronike Glogovac smo opremili za plastiko kanale, ki je ruda noter teče. To so bili veliki posli že takrat. Ko pa je razpadla, delali smo za ledo vse embalaže in s to vojno smo seveda odpadli. In bilo je pa, potem je pa razviti kar nekaj naših izdelkov. In en kamion, pa od zadruge do zadruge, potem v Avstriji in tako. To je bilo tudi mogoče dobro, da smo se obrnili na evropsko tržišče. Seveda problem je bil, ker nismo zagotavljali te kvalitete, ko je evropski trg že imel, ampak tudi to smo prebrodili, tako da danes to je bila ena meja oziroma nekaj, da smo začeli malo drugače razmisliti. Mogoče pa meja je bila tudi, ko smo avstrijsko firmo kupili, pa tisti način, evropski način mišljenja prevzeli. Ker seveda na globalnem trgu pa to so tudi druge kulture. Ker mi imamo ene stvari za bolj proti arabskemu trgu, ene na severnjaki so sploh specifični, potem Francozi so totalno specifični. Ne. V čem so te specifike, recimo Francozov, Francozi je arabskega problem, trga? ker smo 3 leta delali teste, da so Franci sploh lahko na trg dali, danes so pa številka 1 v čistilnih napravah. Čistilnih napravah. Ja, imamo to firmo, imamo svoje zaposlene tam in dobro delamo. Tudi v Nemčiji imamo firmo za prodajno firmo, pa tudi v Bolgariji 2. In glavnem delamo za svojimi ljudmi, čim bolj, da je to naše. Nekaj z dilerji, ja, ampak glavnem, da imaš sam vodiš prodaje, pa sam vodiš promocijo, pa te stvari. V čem pa je recimo prednost teh vaših čistilnih naprav napram drugim, da ste na tem segmentu zelo močni? Mi imamo zdaj 7. generacijo čistilnih naprav, od tistih, ko smo samo malo mešali, do danes je pa razlika v tem, da vedno manj energije, vedno bolj čista voda. Mi našo čisto vodo, če se z ultrazvokom pa infrardeči čistimo, jo lahko piješ. Tako daleč imamo stvari napravljati, tudi za vojsko delamo dosti.
in tudi za kontejner za čiščenje vode, če so na terenu za to. Tako da rešujemo tiste stvari, ki drugi zraven noče iti, pa ne more iti. Tega znanja vsega v teh letih smo si nabrali. Delamo tudi čistilne naprave za industrijo, da je Vrateča papirnico obnavljal čistilno napravo, tako da tudi na tem področju čišče industrijski vod, da se čim manj ekologija, čim manj onesnažuje okolje. In to je dobro, da se pa in seveda ponujemo malo sredstev ali tudi to nekako. Prej smo govorili, na čistilne naprave so prišla, ko smo govorili o Francozih, da so specifični, ste dejali, na arabskem trgu, kakšna je tam specifika, kakšni so severnjaki, Norvežani. Čistilne naprave na arabskem trgu so zelo komplicirane, ker je tam že pesek vroče, ne? In pregreje in potem bakterije ne razkrajajo to, ne? Tako da imamo en poseben tip bakterij, pa smo se prilagodili temu. Kar se tiče severnjakov, je pa tam bolj delamo zbiranje deževnic. Drugače severnjaki pa delamo kajake, kanuje, čolne, te stvari dobro. Ne. To pa je tako, da ko je petek, na avto, na prtljažnik kaja gor in gre šotor, pa grejo taboriti in živeti naravo. To je specifika, ne, recimo tudi v Turčiji je specifika, ne, Turčiji so parametri niso evropski, ne, za čiščenje, ampak so malo manjši, ampak cena je važna. Različna tržišča, različni trg. Ne. Kakšna pa je vaša vizija podjetja? Boste delal skozi, boste kaj užival v penziji, uživate v delu? Se mi zdi, da ne delate, ne? V penziji nisem zaradi to, ker mi je sramno biti v penziji. A res? Da mi kdo vpraša, če si penzionist, ja, ne, to ne. Drugače pa jaz ne delam, jaz samo organiziram delo drugim. Tako da, ko enkrat delaš, ti lahko delaš samo eno stvar, ne. Menedžiraš lahko 100 stvari. In to je problem podjetnikov, da bi le delo, nič delo. Najprej stopi 2 koraka nazaj, pa poglej, kako to razdeliš na druge. Da lahko ti razmišljaš za naprej. To je bistvo. Samo to je pa priučena stvar. Te seminarov imamo mi non-stop izobraževanje in tudi moj prejšnje leta smo se dosti izobraževali tudi mi, ker to iz Jugoslavije nisem prinesli. Ne. Tam se je vse prodalo, vse smo skosili, vse. Ne. Ko pa je šlo organizacija več ljudi, ne, tem tudi piramida, razdelitev problem je tudi zaupanje v ljudi, ne. Ker ko ti sam delaš, ne razmišljaš, kako treba zaupati, ampak ko bo dobiš podrejene, pa potem greš po piramidi. Ne. Organizacija podjetja na število ljudi seveda se mora prilagoditi. In to tudi vedno ne smeš sam delati. Mi smo grup, holding, smo delali skupaj z enim profesorjem z Mariborske fakultete, ki je v Krupu organiziral holding. In to mora nekdo znati, kako se temu streže. Tudi kako se vodi kolegi. Te stvari, to je dobro imeti mentorje in dobro imeti tudi nekoga, ki je vešči tega. Škoda se mučiti, lepše je, da vidiš in da tam začneš, kot drugi neha. Kakšna pa je recimo vizija vašega holdinga, vašega podjetja? So vnuki že tudi kaj vpeti, jih zanima, kako vi mislite, da bi morali iti naprej? Ja, mi smo šli, da smo vnukom vsakemu posebej napravili eno delavnico v okviru hale in počitnice sta preživela tam in to rada dela. Začeli smo pa z modelarjenjem ladij in avionov. Koliko ste stari? 18, 17. In to, starejši vnuk gre v srednjo šolo, fakulteto zdaj. Priden in seveda tudi je razvojnik. Mlajši je pa malo bolj delaven, rajši dela, tako da. Pa nič ne škodi, mora znati, kako se napravi, potem pa naprej. Tako da od hčerke male je pa tržnik, živi tržnik. Malo po mami. Se pravi, v bistvu je vsak, a je to
če tako vprašam, sreča ali je to tudi vzgoja oziroma pristop, da je v bistvu, ne, da sta že vaša hčerka in sin našla mesto v firmi in zdaj očitno tudi vnuki? No, to je nekaj stvari. Ne? Otroci se že z enim pedigrejem, z enim pritiskom rodijo. Če bodo mogli to delati, zdaj pa če ni to veselje, je brez veze. Včasih je boljše podjetje prodati, to se danes tudi dogaja, boljše, da podjetje prodaš, kot pa da mučiš nekoga, ki veš, da. Tako smo mi kupili eno hrvaško firmo, ki smo jo že hoteli prej kupiti, pa smo speljali. Ampak ko so bili deca večji, sta prišla starša lastnika, veš, vidiva, da sin študira, pa je neki glasbenik, hčerka je pa prestroga, pa ni za vodenje, ker je sporna osebnost, ne. In vi pa imate razvoj, imate vse, mi rajši vam prodamo firmo. Ampak 30% bomo mi ostali noter lastniki. Ajde probamo. 2 leti smo se mučili, vsako skupščino smo z advokati delali, mi bi vlagali, oni bi imeli dobiček. To ni šlo. Ne? In potem je hčerka šla na porodniško in ko je prišla s porodniške, smo fino delovno mesto skinili in je ostala na cesti. Potem pride ta starša, kaj smo dobrali, glej, tiste dividende, pusti 20 let je malo, je brez veze. Daj ti med nam prodaj in se pogodimo s mi 100% lastniki. In se v tem strinjali smo preplačali tiste razlike 30%, ampak je naša firma. Ker smo zgubili živce pred skupščino, to več ne bi rad doživel. Zato ne gremo, če nimamo glavni delež 76%, ne gremo špil. Kakšen pa je tam, zanimivo se, ne, da tam, ko sem recimo se pripravljal na ta pogovor, nikjer nisem zasledil, da imate vi 600 zaposlenih, ampak da imate 600 sodelavcev. Kakšen je vaš odnos do zaposlenih? Zdaj do mladih že vemo, je enak do vseh? Dober, ker drugače ne dobimo. Dober, da včasih je bilo, so mislili, da mora človek delati, da mora delati, danes pa ne, danes pa je najboljši tisti, ki hoče delati. Ploh, ne? In zato pa tudi pazimo odnos, zelo dober odnos. Tudi imamo firme, imamo smučanje, zdaj imamo olimpijado, rotuje, imeli 300, tu tekmujemo. Potem za novo leto, v glavnem, čuvamo si ljudi, imamo dvojne vrste ljudi, eni, ki za nas delajo, tisti so taki. Imamo pa eni, ki z nami delajo, ti pa ne smejo iti. In tudi čuvamo, tisti, ki z nami delajo, tisti nam delajo tudi bodočnost, vizijo, živijo s firmo, so tudi vezani na firmo. Tisti, ki z nami pride, odide, je pač tam, dokler je tam. Ne? In to se treba zavedati, da treba en del zaposlenih čuvati kot oko in paziti, kako se pa tudi drugače pomagati, tudi če je problemi ali to. Ker je pač to tako, pri Prekmurju smo malo bolj povezani med sabo, ne, in jaz sem vedno rekel, da ko nas je bilo 100, sem vedel točno, katerega žena vara. Da se to malo drugače, ampak vsegli probaš, jaz grem popoldne, pa malo debatiram, probaš čim več tistega odnosa, ne tiste šef, pa potem nekaj, daleč nikdo, ampak tistega. Ker na koncu so vsi ljudje, vsi pridejo delati, da prehranijo familijo, ne. Vsi pridejo zato tam, da eni tudi da kariero delajo, ne. In to je stvar, na katero si ti odgovoren. Če že človeka zvabiš firmo, mi tudi omogoči dobro plačo, pa tudi napredovanje in te stvari, ne. Mi imamo, zato pa čuvamo domače delodajalce, ki mi imamo odnos do teh ljudi. V Avstriji samo gremo, ne. Tu pa ne, tu pa, če probaš ga, ker na koncu smo vsi ljudje, ne, smo vsi isti, ne, da če si ti šef, imaš nekaj druge za sabo, ali v glavnem imaš pa nalogo njega usrečiti. Jaz vedno rečem, da človeka treba natirati, da dela in mu dati veliko plačo. Ker on plačo domov prinese, boš en rekel, koliko se zasluži, toliko,
pa takšno slabo plačo ti je šef dal. Če ga pa ti nateraš, mu omogoči, da on dosti zasluži, pa še en rekle, hvala, da si prinesel toliko denarja, da bomo lepo preživeli mesec. Zato je filozofija tisti ljudi, ljudje morajo imeti, to moraš napraviti za ta denar. Ne? In v Sloveniji, v Prekmurju imamo srečo, da imamo dobre ljudi. Tudi, ko sem že rekel, to, kaj pride nazaj, to razglasi, kako je tam. In potem je ta fama od Avstrije že mimo. Je že mimo? No. Kako pomembno je podjetje vaše za Prekmurje, po vašem mnenju? Pa mi smo donatorji, sponzorji vsega živega. Ne? Tako je Jure tu, tako smo mi tam. Gledaš, da te okolica lepo gleda, da te okolica sprejme lepo. Ne? V tem okolju moraš biti tisti dober stric, ki tudi nekaj za okolico pomeni. Ne? Tudi, kar se tiče v občinah, pa to. To je pač naša naloga, ker le smo domačine. Ne? Kaj je najpomembnejša lekcija, ki vam je dal oče? Posel. Da sem začetom hodil, so biznis terala in me naučil. Handlati, delati. Tudi v začetku sem imel škatlo, na dva dela razdeljene, pa na četrtino eno. Ne? Ko sem denar dobil, sem v ta polovičku dal, to je za material. Ena četrtina je bila za delavce, pa za prispevke, ena četrtina je pa moja in za razvoj. In to še danes to velja, da je polovica stroškov za material, ena četrtina je potem za delavce, ne? Za delavce in dajatve. Četrtina je pa mogla biti za razvoj, vem, da zdaj za temi stroški je to šlo mimo. Ne? Je težko obvladati razvoj, ker če nimamo mi v Sloveniji, če ne bomo napravili reinvestiranje prihodka, da boš ti en tako maj zunaj neobdavčeni delež lahko novi stroj kupil, da bo delavec lažje delo, da bomo bolj konkurenčni stroj, ne bo šlo skupaj. S temi raznimi dajatvami se je naš ta ostanek skrčil na račun razvoja. Razvoj se danes v večini podjetij težko financira, oziroma še druga stvar je, mi smo lani 2 milijona v vsaki hrvaški fabriki investirali in smo dobili 60% denarja nazaj. In potem je to neboleče, ti 60% dobiš nazaj, 20% iz lastnih zaslužka, 20% kredita, pa nisi skoraj nič zadolžen. Mi pa danes tu najprej plačamo davke in potem kaj ostane, gremo po stroj. Živi primer, smo zadnjič z Poljske 2 stroje pripeljali, Poljak je isto dobo, seveda, to je vpliv Evropske unije, je kupil najnovejše stroje, 5 let stare stroje, je nam za 20% cene prodal, ker je s tem pokril tisti svoje 20% do 40-20 iz lastnih sredstev, 20 ni treba kredit dati in prišel novi stroj. In zdaj se v Srbiji srečava v konkurenci. On ima dosti hitrejše nove stroje, ne? Mi smo stare stroje mogli kupiti, ker ne ostane ti toliko, da bi 2 milijona dal za stroj. Kaj še starega, pač moraš starega vzeti. Jaz čakam od te vlade, bilo kakšna je, čakam, da bo se ta del, to, kaj imajo zunaj, samo to treba napraviti, reinvestiranje prihodka. Potem tudi, da se olajšave razne, to, kaj imajo zunaj. Potem financiranje subvencije. To, kaj imajo Poljaki, to bi tudi mi mogli. Hrvati so, moram povedati, imamo zelo dobro izkušnje, imamo 2 zelo dobri podjetji na Hrvaškem, funkcionira v nulo. Na kaj ste najbolj ponosni v življenju? Ja, sigurno na prehojeno pot. Teh 52 let je bilo, če pozabimo tisti slabe čase, ampak bilo je vedno razvojno, fajn, sem živel v novi izdelki, novi kupci, kupovanje film. Tako nekega stisneš, pa mu reče, glej, boljši sem od tebe. No in seveda na otroke, ki so seveda šli po izba, tudi na vnuke, katere pač tudi že malo menažirati učimo, pa tako. Vedno moraš biti učitelj celo življenje in svoje znanje prenašati na naslednje generacije.
sploh v teh letih. Te izkušnje ne rečem, da mladi nimajo prav. Mladi so tako ptiči, ptiče moraš pustiti leteti, drugače mu energije vzameš. Na koncu ga malo poriš levo, desno, ali obtegneš malo nazaj, če finance ne dohajajo temu. To je en simbol, Bog ne daj pa, da bi mlademu energije imel. Tako da mladi imajo drugi svet, tudi druge prijeme in vedno mi samo pazimo finančno. Imamo tudi vprašanje publike tukaj, ne bova začela z njimi. Kaj je po vašem mnenju pomembnejše za uspeh podjetja? Vrhunska tehnologija ali prava ekipa? Odvisno od branže, samo ekipa mora biti po številka ena, prava ekipa. Ne? Lahko ti stroje kupiš, lahko halo kupiš. Če nimaš ekipe ljudi, ki jih ne vzgajaš, nimaš kaj iskati naprej. Ne? Jaz mislim, da vse trije parametri morajo biti nekje v simbiozi. V preteklosti sem slišala, da je dajo zaposlenim 2-krat mesečno plačo. Je še vedno tako? Ja, to je še bilo v Jugoslaviji. Uh-huh. In plača, tedensko plačo smo imeli in to v kešu. Žena je šla na banko v petek, v kešu odšteli. To je bil denar, ko se je štel. Ne zdaj, ko žena prej ve, koliko zaslužil, ko ti domov prideš. Zakaj ste se odločili za širitev proizvodnje na Balkan? To je pa moja stara stvar Balkan. Mi smo živeli z Balkanom. In smo to kupili samo zato, da ne bi kdo drugi kupil. Ker bi nam vse došvrljali po Balkanu. Zdaj smo v Balkanu, v teh državah številka ena, pod v tem rotomodiku in to moraš pač to vladovati, ker Balkan je še vedno ena čudna stvar. Ni denarja, pa se dela. Tako da. Kaj se po vaših izkušnjah in pogledu zdi, da zdajšnji mladi podjetniki nasplošno delamo narobe in kaj morda bolj kot prejšnje generacije? Da se primerjati, ker so druge možnosti. Jaz vedno rečem, takšne možnosti, kot so za mlade ljudi v Sloveniji, zunaj nimaš, ker tam je podeljeno, to ne moreš. Če ti začneš na novo, te bodo hitro pojedli. Ne? Tu pa so še vse možnosti, samo treba skoristiti možnosti in imeti dobrega mentora, da te pelje, dober artikel, dobrega mentora, da te pelje naprej. Tako te čelade. Čelade je uspeh, fantje imajo, znajo, mentora imajo, da je treba samo nekoga, ki globalizira in organizira proizvodnjo. Se vam bom zahvalil za ta del pogovora. To bomo videla takoj, ko končava. Kakšna je vizija pametne čelade. Tako da hvala, da ste bil naš gost. Hvala. Vem. Zdaj pa sledita mlada akrobata, Tobija Holcar in Svit Bobek, pametna čelada. Dober dan, midva sta Svit in Tobija Holcar in prihajajo iz osnovne šole Vide Pregarc v Ljubljani. Naša ekipa se je odločila, da bi razvila inovativno idejo, ki še ne obstaja. Glede na moje predhodne znanje delanja z mikrokontrolerji smo se odločili, da bomo naredili nekaj v povezavi s tem. In to so razlogi, zaradi katerih se je potem rodila pametna čelada. Danes imamo tu pred sabo naš prototip že druge verzije čelade, ki smo jo izdelali. Čelada med drugim vključuje pametno osvetlitev, torej vključuje lučke in senzor, s katerim zaznava daljavo. Vključuje tudi senzorje za nevarne pline in senzorje in kakršnokoli opremo, ki raziskovalcem, jamarjem oziroma arheologom, ki jim je namenjena, omogoča čim bolj enostavno in varno delo. To je bil naš cilj, potem ko smo določili kakšno idejo in kakšne predpostavke smo si postavili, da bomo naredili čim bolj uspešen inovacijski projekt. Tako da danes je to pred nami pametna čelada, ampak do tega trenutka, ko je tukaj že skoraj razvit prototip pred nami, smo delali veliko in to bomo zdaj opisala ta naš potek, kako smo prišli do tega. V resnici naša pametna čelada je namenjena za jamarje in arheologe.
njen glavni namen je pametna osvetlitev. Če jamar oziroma arheolog gleda nekaj oddalj, sveti sprednja močna luč, če pa gleda nekaj od blizu, se prižge večtočkovna stranska osvetlitev. Seveda, zato ker so v jamah velikokrat prisotni nevarni plini, smo dodali v našo pametno čelado tudi senzor prisotnosti nevarnih plinov, ki z utripanjem stranskih lučk uporabnika opozori na preveliko prisotnost teh plinov. In seveda se lahko tudi to našo pametno čelado poveže z telefonom oziroma tablico. Ves postopek izdelave in zasnove ideje se je pa začel v naši šoli, in sicer na krožku Lego robotika, kjer smo začeli z samo zasnovo ideje. Potem, ko smo imeli idejo jasno in cilje jasno postavljene, smo pa začeli z dejansko izdelavo. Vse se je v bistvu začelo z stavljenim vezjem na mizi, potem pa, ko smo to spravili v bolj kompaktno obliko in sprogramirali neke osnovne začetke programa za to čelado, pa smo se začeli tudi spraševati o tem, kako je to dejansko naš produkt uporaben. Zato smo izdelali 2 anketi, ki smo jo naslovili na več kot 40 jamarskih društev in privatnih jamarjev, ker se nam je zdelo zelo uporabno, da se, glede na to, da so jamarji tista ciljna oseba, ki jim je namenjen naš produkt, da se o vseh komponentah in o ceni naše čelade pozanimamo tudi pri njih. Ko smo imeli narejen približen prototip, še ne to verzijo, ampak eno prejšnjo, smo se pa odpravili na Inštitut za elektrotehniko oziroma Fakulteto za elektrotehniko, kjer pa so nam tamkajšnji profesorji tudi svetovali, kar se tiče same zasnove čelade, v smislu, katere komponente je vredno uporabiti. Tako smo naše znanje razširili, tako da smo vprašali osebe, ki imajo dejansko veliko izkušenj na tem področju. Lahko se zelo zahvalim tudi našima mentorjema, zaradi tega, ker sta nama v tem zgodnjem obdobju izdelave čelade zelo pomagala. In pa še enkrat Fakulteti za elektrotehniko, ker smo na njej lahko tudi 3D skenirali čelado. To nam je in nam bo nadaljnje še zelo pomagalo pri izdelavi naslednjih prototipov. In potem, ko smo imeli čelado narejen prototip in smo se za njo pozanimali pri strokovnjakih in jamarjih, pa smo se odpravili na regijsko tekmovanje Popri. Čeprav nismo imeli zelo visokih pričakovanj, glede na to, da smo se na to tekmovanje odpravili prvič, smo bili zelo presenečeni, ko smo se uvrstili v finale in se seveda potem takoj spet lotili dela. Tekmovanje Popri nam je po uvrstitvi na državno tekmovanje tudi nudilo zunanjega mentorja, Andreja Kolarja, ki nam je pomagal izboljšati naš poslovni načrt in nam svetoval, da naš izdelek tudi patentiramo. Zato smo tudi zelo hvaležni naši patentni zastopnici Maji Bori Vezjak, ki nam je v roku enega tedna pomagala spisati patentno prijavo, da smo lahko do tekmovanja že oddali. Ko smo prišli na tekmovanje, se je najprej začelo z uvodnim nagovorom, potem so sledili 5-minutni pitchi in 5 minut je imela še žirija časa, da je vsako ekipo izprašala. Po pitchih je sledil pred stavbo še nadaljevalni program, kjer je vsaka ekipa predstavila svojo idejo in jo razkazala širši publiki. Potem je sledila pa še slavnostna podelitev, ki je potekala pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar. Po podelitvi prvih 3 mest so začela s svitom počasi sumiti, da mogoče pa bova prišla tudi na prvo mesto, saj so nama že vsi pred razglasitvijo govorili, da bova prišla na stopničke. In ker so vse ostale ekipe, ki so šle na stopničke pred nama, posedli ob rob dvorane in tudi naju, so počasi začele sumiti, da bova tudi midva zmagala, in potem so naju zares povabili na oder in naju skoraj kap od presenečenja. Skratka, zelo sva vesela, ker sva se v celotnem postopku in udeležbi na tekmovanju Popri in razvijanju te naše čelade sva se ogromno naučila. To je dejansko zadeva, ki bi se jo lahko lotil vsak, ki se želi naučiti veliko novega. Če bi hoteli čelado razvijati še naprej, bi seveda potrebovali, glede na to, da sva še vedno osnovnošolca, neka poslovna in neka strateška partnerstva za nadaljnji razvoj čelade,
za svetovanje, kako jo tržiti, in seveda potrebovali neko infrastrukturo oziroma stroje. Zahvaljujeva se tudi podjetju Geopipe, ki nam je že v teku razvojne faze veliko svetovalo in se konec koncev tudi zanimalo za odkupitev našega patenta. Vsa ta izkušnja je bila za naju res izjemna priložnost, da se naučiva veliko stvari in da pride v stik s tem poslovnim svetom, ki je dandanes zelo pomemben.